Predstavljajte si 33 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Kopalnica stanovanju primerno ni velika, arhitektka pa se je vanj odločila umestiti plošče dimenzije kar 80 x 240 cm. Potrebovali so 5 kosov, ki pa so le za las šli v dvigalo stanovanje in na koncu še v kopalnico. Smo v 33 kvadratnih metrov velikem stanovanju v bloku iz 80-ih let. Stanovanje je bilo že pred 5 leti prenovljeno, sicer ne najbolj kvalitetno, zato so se lastniki odločili za ponovno prenovo. Posebna zgodba je kopalnica, kjer je le 5 stenskih ploščic, seveda velikega formata. Stanovanje se nahaja v stavbi iz 80-ih let, vmes je bilo že enkrat prenovljeno. Skupaj z naročniki smo se odločili, da stanovanje vrnemo v prvotno stanje. To pomeni, da vse prezidave in dozidave odstranimo, ker se nam je še vedno zdel tloris v prvotni zasnovi bolj funkcionalen od te prenove. To pomeni, da smo odstranili zasteklitev balkona in na ta način dobili nazaj balkon. In to je bila tudi največja odlika tega stanovanja, ko smo ga prevzeli. Vedno pogledamo, kaj so kvalitete stanovanja in na ta način se tudi lotimo prenove stanovanja, da izpostavimo te kvalitete. In prav za to stanovanje je bilo kvaliteta, da stavba se nahaja v centru Ljubljane, stanovanje je v višji etaži, to pomeni, da ima prekrasen razgled na Ljubljanski grad, na silhueto mesta in temu primerno je bil tudi dimenzioniran balkon, da je velik, prostoren, na katerem lahko uživamo skoraj polovico leta. Celo leto, glede na to, da je orientiran proti jugu, je sonce v bistvu tudi po zimi. Ja, in še to je kvaliteta tega stanovanja, da je južna orientacija, to pomeni sonce čez cel dan, od vzhoda do zahoda, praktično tudi po zimi, skoraj ni potrebno ogrevati stanovanja. S tem, ko je bila zasteklitev balkona premaknjena na zunanjo linijo balkona, je bilo treba sanirati tudi tla in pa izolacijo na stropu tega balkona. Med odstranitvenimi deli smo se odločili, da odstranimo tudi predelno steno, ki je omejevala hodnik od stanovanja. Na ta način smo pridobili dodatna 2 kvadratna metra prostora. V kopalnici so bile pa inštalacije že dotrajane, tole moramo vedeti, 30 let, zamenjati je bilo potrebno cevi. In jasno, keramika iz tistega časa, ki za naročnika ni bila več sprejemljiva. To pomeni, da smo odstranili vse sloje, ki so bili dodani na konstrukciji in na ta način v bistvu dobili prazno lupino, v katero smo lahko postavili elemente na novo. Na mestu prej odstranjene stene smo postavili garderobno omaro. Ta loči vhodni del od spalnega dela. Garderobna omara je zasnovana z delom za shranjevanje garderobe in vmesno nišo, kamor lahko odlagamo manjše predmete, lahko se tudi usedemo medtem, ko si obuvamo čevlje. Spodaj so predali, kjer je prostor za dodatno shranjevanje. Ta niša se naprej nadaljuje v posteljo, ki je orientirana tako, da izkorišča največji potencial tega stanovanja in to je spet pogled proti gradu. To pomeni zjutraj, ko se zbudimo in zvečer, ko gremo spat, skratka vstanemo s soncem in gremo spat s soncem, kar je kvaliteta tega stanovanja. Ves ostali del prostora, bivalnega prostora, je namenjen zofi in prostemu delu stanovanja. Zofa je postavljena ob panoramsko steno, ki meji bivalni del od balkona in jo hkrati povezuje. To pomeni, v Ljubljani lahko balkon uporabljamo recimo polovico leta, imamo odprta vrata in bivalni prostor postane podaljšek balkona. Na ta način dobimo velik, globok balkon in ves prostor postane zunanji prostor. To je bila v bistvu vodilna misel panoramske zasteklitve, steklenih vrat, da povežemo in balkon in dnevni prostor. Tudi kuhinja je na podoben način združena z jedilnico, preko tega pulta je na nek način ta klop podaljšek kuhinje. Kaj ste s to klopjo pridobili? Ves kuhinjski del je zasnovan kot en element, to pomeni, kuhinja s pultom se nadaljuje v klop za sedenje. V klopi so skrite tudi shranjevalne površine za posedanje ob hrani ali za delo na računalniku. Zelo zanimiva je ta stena, videti je kot neka velika ploščica.
Dejansko smo hoteli pri samem oblikovanju vnesti v oblikovanje notranje opreme čim več duha tega časa, ko je hiša nastala. Hiša je iz 80-ih let, grajena v betonu, to pomeni, da so obe zunanji steni betonski. Zato smo se odločili, da prav to steno v jedilnici, ta del obrusimo prejšnjih slojev in pokažemo, iz česa je sestavljen nosilni zid. Kaj pa kopalnica? Ta se mi zdi prav posebna zaradi svoje razkošnosti o velikosti ploščic. Cenovni razred te velikoformatne keramike je nekje 50 € na kvadratni meter. Moramo pa vedeti, kaj vse to za sabo prinese, ko se navdušimo enkrat nad takšnim kosom plošče. To pomeni, se pravi, dostava, vnos v peto nadstropje. Mi smo imeli srečo, da je dvigalo tako veliko, da so plošče šle v dvigalo. Potem pa samo manevriranje teh plošč in rezanje na dimenzijo na sami lokaciji pomeni dovolj prostora. Ostalih majstrov ne sme biti prisotnih na gradbišču, ker enostavno ta plošča, že 4 mojstri, keramičarji, ki dvignejo to ploščo in jo namestijo na pravo mesto, rabijo dovolj prostora in lahko si predstavljamo v tem majhnem stanovanju v mali kopalnici, kjer ena plošča pride dejansko od tal do stropa, je res podvig. Koliko pa stane zdaj obnova enega takega stanovanja v nekem takem duhu, kot ste si ga vi zastavili? Pri oceni stroškov upoštevamo, gradbeno-obrtniška dela stanejo nekje 400 € na kvadratni meter prenove stanovanja. Potem temu dodamo še, odvisno od cenovnega razreda opreme, nekje 200 do 400 € stane pa premični del notranje opreme, se pravi mizarska dela. V tem primeru smo za 33 kvadratnih metrov veliko stanovanje porabili nekje 23 000 €. In po naših kalkulacijah je bilo nekje 415 €, so nas prišla gradbena dela, 300 € pa oprema na kvadratni meter, tako da je nekako po predvidevanjih smo v tem cenovnem razredu. To je pa še druga velika kvaliteta tega stanovanja, majhno stanovanje, manjši stroški obnove. Ja.